To je zelo podobno po 100 miljah, recimo. Aha. Ja, ali pa na 100 miljah. Aha. Ali pa po tekmi, ja, ko se pogovarjajo, zaspan si, zmatran si, Ja. izčrpan si. To je vse povezano pol z možgani, radi bi spali, nimajo dovolj energije, halucinirajo in boga in dva in pol ti začneš kar nekaj govoriti. Jaz to vem, po tekmi je bilo. Tak na trebuhu sem ležal na tleh, Špela me je masirala, a kdo je že? Tam v Švici podobni. Na kavču. In pol malo debatiramo, tako bolj oni kot pa jaz vsake tu časa kaj rečem. In pol ena od mano reče, Matjaž, a ti spiš? Ne spim. Ne. In pol sem spet poskušal nekaj povedati. Na sred stavka nisem vedel več, kaj ne govorim. Nič nisem mogel povedati. Tle imaš čokoladne prste, se noč vas namazal. Tako zmanjka me. Dobro, ampak to te zmanjka od masaže. ne? Ja. Ne, zmanjka me od razsutosti, konec koncev. Ne telesa, glave. Ne? Ja. Pa da vidiš pol tiste palčke, pa želve, pa Pa vile, slone, pa gradove, pa... A ja, vse to. Ja, vidim, to se vidiš. Jaz sem auspuhe na kamnitih avtomobilih sem videl. To si bil pa res zmatran. Ja, 2 noči nič ne spiš, ne? Ne, svašta vidiš, no. Res svašta vidiš. Je bila zdaj ta prijateljica z mano, kot neka spremljevalka, je želela, da gre, sem rekel super. Čeprav jaz najraje zmeraj sam te stvari. Je pa fino, ko prideš na vsake 3 ure na neko okrepčevalnico, pa vidiš na svojo ekipo. Ne? Da pa nekdo s tabo hodi, mi pa ni glih, no. Ampak kaj je hotla, je rekel, z veseljem. In je Helena rekla, da če bo Matjaž kaj pizdakov, ne, ali pa če te bo hotel kaj prepričati, da to je, ne se mu upirati, ker tega dejansko ni, ampak reči, ja, v redu, ja, kar ne. In zadnji hrib je bil, prej se v dolino Šamonix spustimo po 40 urah akcije in tam vidim jaz avtomobile, imeli so neke luči, žmigovce, pa auspuhe. Pa tam so bile spodaj neke hiše s kamnitimi strehami, pa en mah je bil in ta mah sem razlagal, da obstaja, to je pa Mitja Jaga Baba rekel, obstaja en sprej, da ti v bistvu nasprejaš mah gor. Mah gor, ja. Skalo pošpričaš in pol To mah sem ji hitreje razlagal in ni verjela. A ni nekaj, tle je začela nekaj, kuka to pa ne. Ja. Ja, in seveda v tistem jaz pa to zagnan, pa kako ne, je, tako je, tam je pa auspuh, tam je pa, vidiš tist, ne, tam je bila druga zgodba, a vidiš tam en motor, pa eno grajce je bila narisana, toliko, da bi en, a veš, z onim termosvinčnikom, a veš, ko graviraš noter, ne? Ja. Z ledkulmom. Recimo, da bi nekaj urisal, tako, en kolo, en bike, motor, nekaj napisal tam, en plot je še narisal, ne? In to je bilo na avtu, kot neka risbica na avtu. Zdaj, ko vidiš ti tam, ne vidim. Kako ne vidiš? Jaz sem s palcem pokazal, točno vem, kaj sem pokazal. Tamle je, ne vidiš. Potem se pa zbeblo, ja, ne? Da mora sem pritrjevati, da res vidi. Ja, vidim. Jaz sem ji rekla, nikar mu ne oporekaj, ker te bo hotel dokazati in bo šel nazaj. Tebe bo se bo vlekel, da ti dokaže, da je tam to sreka, ti samo pokimej. In to vsi mi ultraši, ko smo v formi, in izmenjavamo izkušnje, kako je bilo, se vsi režimo temu in si rečemo, sej tega noben ne bo verjel, oziroma tega noben mu ne moreš razložiti, dokler on to sam ne okusi, kako to zgleda. Ne? Ker pol glave, vsaj pri meni tako, pol glave recimo je v drugem svetu, nekaj vidi, druga polovica glave pa to opazuje. Se nič ne čudi, ampak sprejme to kot eno suho dejstvo. Aha, haluciniram, ampak si ne morem nič pomagati. Še zmeraj sem na eni relativno varni strani, vem, da sem na teku, vem, da bo kmalu konc, vem, da je noč, vem, da sem zmatran, ampak če se želim z nekom pogovarjati, tam pa mu reči, palček, kako si, ta druga polovica, trezna polovica, ne more vplivati na ta prvo. To sem jaz pa sebi nekako to teorijo razdelal. Še zmeraj se imaš ne pod nadzorom, pod informacijami, ampak pod nadzorom se pa nimaš več. Zanimivo. Ja, se pa nimaš več. Neki nagon ali pa izkušnje te gonijo naprej po tistih markacijah, po lučkah, po vsem tem, da ne svališ. Pa zaspiš tako, jaz sem zdaj nekje v Španiji smo bili, sem se na palce naslonil
In tle, no, v tem tudi. In Na si palce zaspal? naslonu in sem zaspal za kakšno sekundo, recimo, ali pa minutko najbrž, ne. In pol en pride tam v Španiji, ko so bili, kot kaže, me tako malo stresal, ne. Vse v redu. Ja, itak, vse v redu. Ne, ja, mislim, kaj ti ni jasno? A je s tabo vse v redu? Ja, pa sva šla pol dol, ne. To so take, ja. To se zgodi, če imaš recimo druga noč, ko je približno, ko se končuje. Se pravi, ne spiš 2 noči, porabiš nekih 10 tavžnih kalorij ali pa še malo več. Vneseš jih tudi toliko not, ampak telo več dela kot turbo mašina takrat, ne. Se pravi, zavedaš se, da se ti to dogaja, ampak ne moreš pa izklopiti tega. Ne, izklopiti ne moreš, ni šanse. Ne. Tudi če se tako malo čik, ne, da se zbrihtaš na nek način, čez minutko si spet na istem. Pa nisi skozi, ne, se pol kar, veš, se ti kar neke številke pokažejo, pa 5x9 plus 18, aha, pa gor, pa dol, pa rečeš, kaj pa jaz seštevam nekaj, ne, seštevaš. Koliko je še višine, koliko časa je dolgega 2 metra. To si pa predstavljam. Ja, dobro, zato jaz ne rabim preteč 100 milj, jaz to že po 1. kilometru začnem še števati. Že, ampak jaz merim čas v dolžinskih metrih pol, ne. Ja. Ali pa kar tako. Niso kar te prave tako, da enote, nekaj, enote ja. so se mi svačkale v glavi in kar nekaj gledam, nekaj razmišljam. Sem pa, predlanskem sem bil, ja. Sem pa prvič šel za 10 minut slabih spat, Ja. na njo krepčevalnic, tam ena štala je bila, sem se vlegel, naštimal telefonček kot budilka, 1 minuto prej sem se zbudil, po 9 minutah sem se zbudil. Sam od sebe. Sam od sebe. Vstaneš in greš in si svež, to je tvoj feeling, ne? In si svež in nič zaspan in prideš dol na krepčevalnico, ker te čakajo in greš naprej, brez težav, ne? Ampak pol pa ugotoviš po času, na koncu že, ko si že v cilju, ko gledaš, da si ta čas, ko si se ti sam sebi zdel zelo svež, zelo spočit, hiter, da si ful počasen. Ja. Vse je okej, ne, za vsem si zadovoljen, samo nikamor pa ne greš, ne. Kar nekaj se prekladaš. Pa si misliš pol v cilj, pa pretečem, pa laufam, ne, to greš kot polžek. A res? Ja, to. To mora biti recimo tistih 150-140 km plus. Če je manj, je samo en dan za tabo, ni tega problema. So kvečem noge zmatrane, ali karkoli že, ne. Ja. Tle se ti pa dejansko na psihi svašta dogaja. Kaj si rekel, kaj sam noge, da so zmatrane? Ja, na krajših razdaljah recimo, krajših, ajde, okej, če je Ja. 100 km krajša, ne. 100 kilometrov Imaš krajše. mišice ubite ali na splošno si prazen, ne. Ja, Nimaš pa nekih težav z glavo. z halucinacijami, z obnašanjem ali pa čemerkoli. Saj, ko sem prišel v Omanu, je bilo tipično. Oman je, veš, to je pravlična država, ne. Tam so bajke in povesti, ne vem kaj še vse, in tam so povsod neki škrati, palčki in tako dalje. Vsak tisti možic iz kamenčkov sestavljen se mi je zdel en škrat ali ena oseba na okrepčevalnici, ki bo samo što nije do nje prišel, ne. Pridem do tiste okrepčevalnice, zakaj pa nič ne posvetijo z lučkami vame, zakaj se pa nič ne premikajo, jebem ti, kaj pa če jih falim, a veš, en kup nekih strahov imaš pol, ne. In pridem tam, ne, jaz sem kamen je bil, veš, pa tam po cesti greš po gozdni poti, vidiš tam neko silhueto, medved. Medved. Ne tisti, wow, medved, bežmo, ne. Ne, en medved je na cest. Vzel si ga kot dejstvo Ja. in nobene reakcije nimaš. Ne veselje, ne strahu, tam je medved. In veš, da to je najbrž finta, ne? Ampak istočasno še zmeraj vidiš tistega medveda. In ko bolj se bližaš, kar naenkrat iz tistega medveda rata samo ena taka veja, ki je malo čez cesto ali pa celo na cesti in 2D položaj ti kar nekako preslikaš v 3D in ga vidiš gor. Ja. Greš mimo, rečeš, ja, sanja se mi, mislim, haluciniram. Nič hudega, to je to, ne, in idemo dalje. In čez nekaj časa spet nekaj, aha, to bom pa spet pohaluciniral, ne, to pa spet ni dejstvo, to pa spet ni res, ker vidim, da ni res, ne, in dejansko ni res. In to pol ti je nekako ni več dolg čas, to veš, kar celo noč lahko to malo prebluziš. Premetavaš. Ja.
Pa Helena, tebi se tudi to že zgolj tako v glavi? Ne, jaz sem do zdaj največ 100 km. In tekla, ne, to je bila samo ena noč in meni se to ni dogajalo. No, se pa 100 km, meni bi se mrske dogajalo. Ja, pa meni se ni. Ne, tako kot je Matjaž rekel, ne, po eni noči dejansko ne. Lahko, da si zaspan, recimo tam ob enih 3-4 zjutraj je najhujš, no, ko se začne dan delati. Ne. Ja. Potem se dan naredi, je spet v redu. Ampak ne, sam tako, če je utrujenost, je odvisno, koliko si pač natreniran, koliko si se prej pripravljal na tako zadevo. Drugače pa ne, te halucinacije. Bi jih pa rada enkrat doživela, sam mislim, da jih ne bom, ker premalo treniram za take dolge stvari. Boš pa kukije pojedla v bo. Ja. Malo več kot 2. Ja. Jaz sem kuki, ni taka zgodba. Zdaj, po moje tudi ni ista. Ne, ko zdaj gledam tisti prostor, ko sem bil v Kranjski Gori, tisto dnevno sobo iz kavča proti Kaminčku, je še kamin mal je utripal tisti plamenček, še to je bila neka taka psihedelična zadeva. In potem se tudi projekcija sobe. Soba se mi je kar malo razširila, a veš. Vedel sem, da sem v tej sobi, ampak istočasno sem rekel, mater, ne sam sem rekel, ne da sem, ampak kot da sem v nekem drugem prostoru. Ne? Tak občutek sem imel. Ja? In sem se sam s sabo pogovarjal. Ta vid se ti je distortal. Ja, se mi je razširil. No, vidiš, se pravi, se ti je mogoče zavest razširila. Mogoče, boš videl, ti boš probal. 2 začetek, pa boš pa tudi 3. To mi je pravil en naročnik, ki so tudi jih imeli in tam pa niso vedeli, da so to te. Pač nekdo jih je prinesel, pa so imeli škatlo, on je pa šel, pa jih je pač tako, kot jaz tega. Kaj da bi bili tele, a ne? Pojedu. Vse ni razlike, ni glede, veš. To je bilo pa vse drugače. Enkrat so bili Štajerci, ali so v čudežni deželi. A res? Enkrat so bili Štajerci, ki so jih na Kozolcu poznali. Vse ta Štajerci. Ja, ko so plezali po Kozolcu. In to so bili starejši. Naši letniki, veš, so popizili, se držali so se, pa so plezali gor nekom 3 čoške. Sem pa slišal, tam na kavču smo bili in kar naenkrat penk. Kot da bi se ena zadeva hladila, a veš, ko ima poka, ko se krči, ne? In sem rekel, če mu vprašati jih, a če mi pogledati, kaj je to. Bodo sigurno babe se mi režale in me sprašvali, kaj pa ti je, tega pa jaz nisem maral. In sem modro molčal. In po naslednji dan sem pa vprašal, ste ki slišali, a je bilo kakšno pokanje? Očitno pokanje, ne tisto, se mi zdi, da poka. Pokalo je. Napolno. Ampak ni. Ne. Ja, a po ne 2 niste slišali. Tako. Jaz sem videl širše in globje slišal. Tako. Mi smo zaznali teh impulzov. Heightened senses. Ja, tako. Ja. Itak. Piše Helena in Matjaž. Skrivnost. Pa ni to nič skrivnost. Veš kako, koliko smo se pripravljali, na slinke pozabiti. Koliko časa se rabo za tole, da si ta koncept? 20 minut. 20 minut, pa si vse to naredil? Ja, to sem prej že v glavi. Aha. Pa se ni, samo zato, da mečkam vem, nekaj ne pozabim. Jaz ti sem v besedo ne smem skakati. Ja, pa jaz ne. Kaj da? V besedo si ne smeva skakati, ker to mi dva, ko se zaženjeva, veš to, en čas zagovoriva. Zakaj? Ja, ne vem. Pa se si skačete v besedo? Ja, včasih pa ja. Res? Jaz sem bolj agresivna kot ona. Helena se malo pozabi. Pozabim se. Jaz imam skozi v glavi, kako bi nekdo drug dojel, pa kako bi jaz nekoga dojel, če bi tako govoril ali pa tako se obnašal, kot se jaz v tistem momentu obnašam. A bi meni bilo všeč, da dva skačete en drugo besedo, da te ne posluša, ko se z njim pogovarjaš, da te kao posluša, pa že onga ta tretjega sliši, pa preskoči z pogovorom na njega, še preden si ti stavek do konca povedal, meni to ne bi sedlo. In tudi polje se pač tako poskušam obnašati, da sem ne nazadnje vljuden do sogovornika. Če pa taka debata nevezana med prijatelji, da bom pozabil, moram pa tole skočiti v besedo, ne moram pa tole reči. Pa če on nekaj pripoveduje, se mi zdi, da ni dovolj natančen,
In pol spustil, ali pa precej spustil, kaj je pomembno. Helena hoče stavek dokončati. Ja, Helena hoče stavek. To je treba povedati. No, to jaz tudi doskrat tako čutim, ker Alenka začne kakšno zgodbo govoriti, pa ni dosledno to, kar je treba. In pol je problem, ker po eni strani ne bi želel skočiti v besedo, ampak če bo ona to razvijala še 5 minut, čist narobe, pa tudi nismo nikamor prišli. Ja, ampak to je dilema. Narobe po tvoje. Ne, Nekdo, to je de facto narobe, ker jaz si stvari pa sprašal. Res. Ne, in to je Alpa. Ti imaš ljudi, ki so verižni govorci. Ja. Ki govori. In bolj preskoči drugo temo in govori naprej. In preskoči tretjo temo in govori še naprej. In dobro, zdaj v 99% primerov jaz s tem nimam problema, zato ker jaz se pol izklopim in pač pustim, da laufa, plata laufa in ne laufa in briga me, ne. In tako govori sam zase, ne. Jaz sem pa tako uvodničar bolj, a veš, en kup uvoda naredim, ker želim dramaturški lok doseči, ne, da pol na tisto glavno točko. A jebem ti, včasih pa pozabim, kaj si hotel reči, veš, in uvod naredim, uvod delam, nezavedno, se ga nimam nikoli pripravljenega, ne, ampak delam uvod, pa kaj si hotel povedati? In pozabim. In pa se, v momentu se spomnim in v še v hitrejšem momentu spet pozabim. Ja, in to ne zdaj, v zadnjih letih, to je kar dolg časa, skozi se to pa meni dogaja. Kot kaže, imaš štuke. Da od slastnega uvoda. Ne, ker jaz sem mislil, da boš rekel, da delaš uvod, pa nekdo, ki je bolj nestrpen, pa ti v besedo skozi zaradi tega. To kdaj prvi Helenca naredi sicer ne, ampak drugače pa ne. Ja. Ne, Daj skrajšaj v tem smislu, ali pa kaj takega. Kaj da? Daj skrajšaj, a veš, ja. Ja, res včasih razvleče kakšne stvari brez potrebe. Ja, ki jih poznaš. Ja, ki jih vem, ja. No, ker to je pol problem, ker jaz mislim, da je lepo, fajn je, če nekdo tak govori, da s celim dramaturškim lokom nekaj pove. Sam je pa res, da mora imeti čas, ne? Mora imeti čas. Da razvije misel, pa da resni ljudi, Ampak to je ena stvar. Tisto, ki sem pa jaz prav omenil, to je pa druga, ko so pa verižni, ki pa ne gre za dramaturški lok, ampak gre samo za glas besed, ki te zasipa in ja, kako sem rekel, v principu večinokrat pri takih ljudeh je meni itak irelevantno, kaj govorijo in ne govorijo in pustiš. Kdaj pa je situacija, ko bi pa le ti želel nekaj povedati, ampak to sploh ne priješ, takrat pa nimaš druge kot tako, resen kat narediti. In ko si rekel prej, introvertiran, ekstrovertiran in tako naprej, kdo ti jemlje energijo, ne? V kateri družbi si ti dobil energijo, v kateri si jo pa so ti jo ukradili, tam, kjer je veliko ljudi, pa ne vem kaj še vse. Meni pa v bistvu ukradejo energijo isto kot tebi najbrž ljudje, ki ne znajo biti tiho takrat, ko je fajn, da je tiho. Mi dva s mojim prijateljem Tomotom sva lahko 2 uri tle, rečeva vsak 20 besed, pa se imava čisto fajn. Ni treba, da je neka obremenitev v zraku, če nihče nič ne pove. Saj ta kemija lahko laufa tudi brez besed. In če nekdo sem za to, da bo prebil tisto bariero psihično, zdaj, načne se ne pogovarjamo, kaj je narobe, on pa je skaj govoril, pa kot blablabla. To ni zame. Sta govorila kdo že, ko so šli iz Artahodem iz Južne Amerike proti Afriki. Ja. En stari Norvežan je bil, en film je bil, ki je pri 80 letih hodil okoli sveta z nekim jajčkom, na pol podmornica, na pol barka je bila. Tle po televiziji je bilo. To je sam konstruiral. Sam konstruiral. In potem sta s partnerji, kako že, se je mogel obrniti, je bilo testno samo tisto. Ne, sta šla na pot, samo je že na začetku videl, da bo to potem se je pa res začel na morju vse sorte, valovi in tako naprej, slabo vreme, sta pa nehala, ker bi se ne bi prišla. In tam prehodno se je obrnila proti Afriki nazaj. In kam greva? Ja, greva čim bliže Afriki, po najkrajši poti. In sta prišla na neko otočje,
ko naenkrat se je zagledala sred noči ali zjutraj, neki hribi in sta prišla na otok Svete Helene. Otok Svete Helene in tam je bilo 200 mandeljcev in sta bila tam kar dolg časa in sta doživela poroko in pogreb in vsega Boga, ampak na poroki je bila čista tišina. Jo, pa čez 10 minut še en, aha, tako, skratka nobenih besed. In se z njima zdaj tako čudno, kako ljudje so tam in se nič ne pogovarjajo, čista tišina, na katerikoli fešti ali pa neki slavnost, ki je bila njihova, ne, se niso nič pogovarjali, nič. Kot kaže, so se čist dovolj razumeli. Jaz mislim, da to naša ta kultura je to množico besed uvedla. Dejansko se da sporazumevati tudi z bistveno manj. Ja, vse je fajn, da komuniciraš. Sam ne Helena, ne jaz nisva neko poklicna uničevalca družbe s preveč besedami. Kvečem kakšno premalo. Takrat, ko je žurka, takrat pač imaš energijo, akcijo, ne? Takrat nakladaš, takrat ne filozofiraš in ne vem kako globoko se ne pogovarjaš z več besedami. Drugače pa ne. In ko so doma tle, nisva kaj izgovorna. A veš, po 40 letih težko neke epohalne zadeve še najdeš. Ne? Ampak ravno s tem, kar si zdaj rekel, takrat je žurka, takrat je akcija, takrat tako, ne. S tem si najbolj pokazal to razliko, ne. Ker jaz ne bi nobene žurke nikoli tako rekel, takrat je žurka, pa akcija in to. To je zame samo muka. A res? Ja. Samo muka. Ne? In to recimo, ko sem imel prvi ta podcast, sem ga imel z Daretom Klavžarjem. Luška ni bil, ga sem še skrival. On je tipičen ekstrovert, ne? In on sploh ni mogel razumeti, kaj jaz mislim s tem introvert. Pa dobro, dosti ljudi zato, ker se to grem reče, pa sej ti dobro, ki me poznajo iz sestankov, vse tam govorim, pa ki me poznajo zdaj tole, a ne? Ja. Ampak nima to veze, ne? Jaz nikoli ne bi označil takrat, ki je žurka, pa akcija. Ki je žurka, jaz gledam sem, ki je lahko. Res, Če je Helena drugače zadržana, je pa na žurki je pa še hujško jaz. Ja, no, super. Ja, pa tudi vsi ostali naši frendi so tudi čist to zadevno odprti, ampak so pa malo lenuhari in nihče, nobenemu se ne da nekaj zrihtati. Za vsako fešto ali karkoli že neki dogodek se mora nekdo malo potruditi, pogledati, preveriti, organizirati, kaj rezervirati, jaz ne uživam v tem. Katerakoli zadeva uživam. In ja, se bo Čampi izrihtal, a veš, to je zmeraj tako, ne. Čampi, zakaj ni izrihtal tega, a veš, kot da sem jaz poklicni plačen oddih, da moram 5-krat ali pa 10-krat na leto nekaj narediti. Si se že tolikrat Izkazal. metal pa izkazal, Ja, ne, ja. zdaj pa pol pač računajo na te. Potuho, ja. Ja, Me pa še paše pol. kaj? Me pa še paše pol. Te pa še paše. Ja. Ok, da ne bomo mi cel podcast naredili, potem pa predstavitev, a ne? Mi je zdaj vse tole, ta uraden introva in pa pol A nadaljujemo. zdaj že, Ja, seveda. Klapa Že že. pol ure. že? Ja. Aha, pol jaz ne bi smel vsega povedati. o kukih tole zrešteva. Ne, kar je not, je not. ne. Kar je not. V glavnem, danes sta moja gosta, Helena pa Matjaž Čampa. Njiju sem spoznal, ko sta me povabila, tako kot strela z Jasenga, če prijem pogledat eno parcelo ali lokacijo, kje bi oni hišo delali. In najprej smo šli na eno lokacijo pogledati, pa takrat se mi zdi, da se nam je vsem zdel tista, tako ni je to ravno to, ne? Potem smo šli pa pogledati še ta drugo, no in tle nam je pa se mi zdi tudi vsem kar hitro srce zaigral, zato ker lokacija je čudovita, lepo na bregu, južna lega, s pogledom na celo Stično, samostan. Ni bilo lepšega in to smo kar hitro vsi rekli, da ja, ne. No in ker sta v bistvu tako človeka dejanj, se je pol tudi zelo hitro odvrtel, ne. Mislim, da sta to pol kupila tik-tak in pol se je začel ta
proces snovalni za hišo, ki je bil vsaj zame res en tak čudovit, zanimiv. Poleg tega se je pa začelo to znanstvo in tudi vaju sem spoznal. Izkazali se je, da ne samo, da sta naročnika, ampak da sta tako prav zanimiva človeka. Ne? In tako da sem zelo vesel, da sem z malo truda, sploh pri Matjažu, danes sva je le pripravil do tega, da sem pa jo dobil še sem na tale pogovor, ker mislim, da je bilo vredno tega truda in da je že iz tega, ker smo se med vsem snovalnim procesom pogovarjali, je bilo toliko zanimivega, da mislim, da tukaj ne bo umanjkalo. No, se na to kaže že to, kako smo že zdaj pred tem uvodom začeli. Ja. Zdaj, tokrat je v bistvu prvič, da tega podcasta ne snemamo tam v našem biročku, ampak smo se to menili, Matjaž je predlagal, da bi to naredili kar tukaj, sem rekel, ne, super, zakaj pa ne. Tako da, draga Helena pa Matjaž, dobrodošla v Valajnem lastnem domu. Hvala. Na tem podcastu Arhitektovi dialogi. Ne? Hvala. Zdaj, naše hiše mi snujemo za v bistvu ljudi, ne? Za tiste, ki bodo v njih živeli. In zato jih tudi poimenujemo vedno tako, kot kar nekako te ljudi zaznamuje. Ne? V vajnem primeru vaju zaznamuje toliko stvari, da sem jaz s tem kar problem, ampak pol sem le nekako šel na tisto prvo idejo in hišo smo jo poimenovali Marathoners House, oziroma hiša za dva maratonca, kar se je že v tem uvodu izkazalo, da smo čisto prav zadeli, zato ker že ta uvod, še preden smo uradno začeli s tem pogovorom, smo se pogovarjali precej o tem. Zdaj, pol tem smo v bistvu, ki sem jih mislil začeti na to temo, že skoraj obdelali. Me pa vseeno zanima, kako je sploh prišlo do tega, da sta začela te maratone teči. Oziroma, vidim, to ni. Maraton je normalnih 42 km, pa že to normalni ljudje omagamo. Vidva tečete, pa prej sta govorila, da Helena je do zdaj samo 100 km pretekla. Ti si imel pa še bolj ekstremne izkušnje. Ampak kako sta sploh prišla do tega, zakaj se bi človek glih sam maraton nalotil? Ali pa trailov, ali kako? Traili. Ja, za traile vem zakaj. Ne? Ja? Sem takrat neke triatlone jeklenih delal pa te zadeve, tam okoli leta 2010, v krizi srednjih let, kako se temu reče. Ne? No, pol imam pa tle enega... Triatlone si že vprosti tekel, pa kolesaril, pa plaval. Te hribovske triatlone, to se je veslanje. Aha. Bohinjsko gor pa dol, pa do Pokluke s kolesom, pa pol še tečeš do Vodnikove koče, tam je cilj. Pa to si bil že od mladega tako športen? Od mladega ja, ampak par let, to se pravi začetek faksa pa tam nekje, pol je pa familija, pa posel, pa hiša, pa vse skupaj. In sem že enkrat napisal, da pol je pa 25 let nič, malo rekreacije je bilo, pol te pa spet prime. En tak triggerček je, na spežilc pa te prime. Drugač pa ja, če na vprašanje, kje sem začel, ne. Tle v bližini je moj prijatelj Toni, znani ultratekač. Mi smo imeli enkrat januarja 3-dnevni tek pri njemu. Mislim, da je bil prvi dan, koliko je 18 km, naslednji 40 po 20 km, drugi dan so me že noge bolele, kolena bolela. Do cilja sem jedva prišel in pol tretji dan sem pač doma ostal. Tako se je začelo, no pa čez 3 mesece sem šel pa že v Istro, pa 100 km prehodil, pretekel, prepuzal z bolečimi podplati in vse. Ampak takrat se je začelo. Takrat prideš na okus, si rečeš, wow, to je fajn, to je narava, to je družba, to niso oni.
z vsem opravičilom do cestnih tekačev, ne, ali pa kolesarjev, ki se brijajo noge, ampak to smo neki gozdni rožati, ki smo radi v naravi, ki ne gledamo, koliko je pa tvoj partner pa sosed prehitel tebe, za koliko ur pa koliko kilometrov. Mi imamo, koliko kilometrov pretečemo, pa koliko višinskih metrov naredimo. Ne koliko kilometrov na uro gremo, ali pa koliko minut porabi za kilometer, kot imajo tej cestni tekači. To za nas ni relevanten podatek. To je 100 km, pa 5 ur, to je neka normalna količina višine, ali pa 100 mil, pa 10.000 višinskih metrov, recimo. Ampak, ko si rekel ime tega projekta, najne hiše, konc koncev, sem rekel, moram do konca zdržati s temi teki, da ne bom zdaj na sred gradnje pa nehal s tekom, tako da še zmeraj sva aktivna. No. Ja. Helena malo manj, jaz pa malo več. Ti si tudi prej tekla triatlone jeklenih z Tonetom Fornecijem Toffom? Ko je Matjaž začel, seveda, sem šla pol na vsako tekmo z njim, gledati, navijati, pač greš zraven. In potem sem v nekem trenutku malo neumen zdel, da jaz tam samo stojim pa čakam, se je na ta krajšo bi pa tudi jaz lahko šla, samo moram malo poteči prej, poteči prej. No. In za ravnino ni problem, ker tudi v osnovni šoli pa v gimnaziji sem jaz kar dobro tekla. Tudi na te krose, pa to sem hodila. Ona ima šolski rekord na 400 metrov. Ja, sem se kar dobro uvrščala, no, potem je bilo spet neko tako obdobje, kot pri Matjažu, ko je bila pač družina, pa hiša, pa tako vse skupaj. No, skratka, takrat, ko sem poljesto čakala, sem rekla, dobro, kakšno ravninsko bom že šla, takrat, ko tudi, da ne bom tam čakala, No in pol se je to res zgodilo. Mislim, da je bila prva zadeva 10 km Ljubljanski maraton. To je v bistvu kaj, četrt maraton v bistvu. 10, ja, tako. No in potem je Matjaž začel, pa dej pa še kakšno hribovsko, pa to se kje, jaz v hrib ne moram nikamor, kam bom jaz v hrib. No, ampak potem sva začela malo skupaj tako v hrib hoditi, on je šel malo z mano in seveda, če to konstantno počneš, dokaj redno, hitro prideš v kondicijo, tako da prvi tak krajši trail, ki je bil Soča trail, No in takrat... A tam, ko so cilj? Ja, sem bila čista zadnja, Dobro, ampak si prišla čez cilj? Sem prišla, ampak na vseh pokrepčevalnicah se komaj čakala, da jaz pridem, da pa oni lahko to pospravijo. In zadnja, ki je bila metla, sem jaz hotela kar naprej spustiti, pa je rekla, da ona mora biti ta zadnja, ker je od organizatorja, to sem jaz takrat šele prvič spoznavala. In ko sem prišla v cilj, so rdeč tepih za cilj že zvil. Sam še ura je delala in sem jaz rekla, če bom še kdaj prišla kje v cilj, samo to prosim, da ne bom več ta zadnja. Grozen me je bilo sram. No, ampak ne vem zakaj sicer, ampak... Jaz tudi ne vem zakaj. Pa sem še tekla in še tekla. Kako? Koliko je bil ta dolg? Mislim, da je bil 15-20 km nekaj tacka. No in najdaljša razdalja, ki sem jo seveda pretekla, je bil pa 100 km. Ja. Tako da, potem sem pa zdaj v zadnjem obdobju spet malo nehala, ampak zdaj spet se moram pohvaliti, prihajam malo noter. Prihajaš malo noter? Tako ja. Mislim pa, zanj sem nekaj, ki smo bili z Andrejo tukaj ujel, da ti nekaj treniraš. Tudi ali Andrejo ali to? Ja, jaz sem coach na črno, za specialne primere. Če me lepo prosijo, pa če se čutim tako kompetentnega, ne treniram nič. Samo kakšne nasvete, pa seveda nekdo želi družbo, nekdo pri treningih pač rabi nekoga, da ga malo motivira, da ga malo tera, da ima kakšne tako imenovane intervalne treninge naredimo. Kaj pa to pomeni intervalne? To vsi sovražijo, jaz pa ljubim, moram reči. Tako da ponavljaš, 500 metrov dolžine, pa greš še 10-krat z nekim predvsem močnim tempom, rahel hribček. Tam na koncu se hitro oddahneš, obrneš, greš nazaj. Tudi s tempom? Ne, počas, lepo, to se moraš izdihati, da prideš na normalen srčni utrip in pol še enkrat, pa še enkrat. Da pa veš, kolikrat moraš iti. Imamo pa mi ultraši eno tako foro, da si daš ali 10 stolčkov, ali 10 kamenčkov
In vsakeč, ki dol prideš, enega z veseljem brcneš, ne? In vidiš, koliko ti še ostane. No, na ta način se malo igra. To sem mislil, če je Helena trenira zdaj, ki je rekla, da se nazaj ufurava. On je šel, čeprav on je bistveno hitrejši kot jaz, ampak ko greva skupaj, gre on vedno z mano, se držim nazaj. In tudi, ko sem se res intenzivno pripravljala za Chamonix, za UTMB, recimo prvič na 50 km, jaz sem bila tako dobro pripravljena, da ko sem prišla v cilj, sem tekla skozi isto ciljno ravnino, so me vprašali, kako se počutiš, ne, kako se počutiš. Jaz sem nekaj škoda, ki je že konc. Ne. Res, to mi je bilo fajn. Ja. No, potem naslednjič, ko sem bila na 100 km, ravno tako tam, ni bilo tako fajn, ne, je bilo seveda še enkrat več. Ampak kaj če neč, Matjaž je z mano treniral, oziroma je bil z mano in on me, jaz tečem brez ure, nič se nameram utripa, ne nič. Ja. Tako da sem se že toliko v bistvu poslušam, vem, kdaj preteram, kdaj je še dosti rezerve. On mi naredi vedno časovnico, toliko dobro me pozna, recimo ta okrepčevalnica, imaš toliko in toliko časa. Jaz sem praktično tam do minute natančno po časovnici tekla, pa jo nisem nič gledala. Nič gledala, ampak toliko dobro me pozna, koliko s tistimi treningi, koliko kondicije imam, koliko lahko da predvidi laufa, vse tako, kaj je napisano. Ampak nisem pa njen trener, tu je pozabila povedati. To pa ne. To pa ne. Foter ali pa mož ne mora biti trener otroka ali pa partnerice. Ne? Ja. Tako da imava enega super prijatelja, ki je umirjena dušica, potrpežljiva, motivacijska in sta za ta dolgi tek sta imela pač ene svoje posebne priprave, ne? In teki po noči in daljši in vse skupaj. In tudi spremljajo je pol na tem teku, ne? Vsaj v večini ali pa v drugi polovici. In se je ful obneslo, no? Tako da bolj fajn. Se pravi, to, no se ravno, ker okrog teh priprav me zelo zanima, ali pa treningov, ker se da to dejansko pripraviti na tak tek, oziroma koliko pa trajajo te priprave, Ma se zdaj, če si ti malo začel laufati, pol ti lahko malo se ravno zato me to toliko bolj zanima. Ja. Tle so izkušnje, pa niti ne kilometrina, zgodbe, dogodki, ki so te malo zaznamovali iz te branže. To se pravi, čim več moraš doživeti dobrih in slabih stvari, da čim bolj sebe spoznaš, da se ne zanašaš toliko na tisto uro, jaz tudi nimam nič nobenega inštrumenta na sebi. Kaj je pomembno? Pomembno je, da tudi neka genetika je pomembna, kot kaže. Ne? To se pravi, sklepe moraš imeti približno ok, že v štartu, mišice moraš imeti, glavo moraš imeti na pravem mestu. Glavno je zame, da te želodec ne izda. To je ključno. Če ti je slabo, če je želodcem karkoli težava, se veš morske bolezni in podobne zadeve, takrat si nemočen. Takrat se lahko zbereš na 1001 način, bom to premagal, ne moreš premagati, ker si Bog in te sem dol položi. Tako da želodec je zame ključna zgodba. Pol je to, koliko si ti do sebe neprizanesljiv konc koncev, koliko se znaš v roke vzeti v ključnih trenutkih. Pol so seveda dovolj močne mišice in sklepi, da si ne razbiješ na prvi dolini dol, posebej, če imaš dolgo razdaljo. In šele na koncu je ta, recimo, aerobna kondicija, ko vsi laufamo tistih 10 km za neko bazično kondicijo. Tako da, mi ultraši, mi smo pavški, to sem pozabil reči, ne? Mi smo druga garnitura tekačev, prva so oni, ki so res dvakrat hitrejši od nas, ampak govorim za nas, mi ne rabimo neke hude kondicije. Te 3 stvari pa morajo biti prve. No vsem, pa kako se pripraviš na tak tek? To mi ni jasno, kaj pomeni. Recimo konkretno, jaz sem zelo veliko hodila v hribe. Okay. Hodila, seveda. Jaz v hrib vedno hodim. Dol spustiš, jaz spustim, če ni tehnično zahtevna proga. Zdaj, če so neke skale, korenine, take, da jih ne vladam, ja, pač seveda, hodim. Se vidva še v trailih govorite, ne o normalnih poteh. Ja. Mi se ne brijemo po nogah. V gojzarjih tečete? Ja. Ne. Veliko sem imela
teh priprav, to se pravi hribovskih, gor dol, da te vezi in sklepa to in mišice pripraviš na to. Nekaj pa samo takega teka in res, kot je Matjaž rekel, glava mora biti naštimana, da to jaz hočem priti v cilj. Veš, da se ti bo vmes marsikaj zgodil, da bo ali slabost, ali da boš zaspan, ali da bo ne vem kaj vse živo. Marsikaj se lahko zgodi, ampak ti moraš biti naštiman na to, da boš prišel v cilj. In to, v bistvu te to žene. Pa jaz recimo tudi nisem imela nobenih izkušenj s tekom po noč. Kar vedela pa sem tam, da bo ena noč bo. In tako da sem še nepar treningov po noč s čelko, da vidiš, kako sploh to zgleda. In da si znaš vse te stvari tudi pripraviti in tako. Tako da to s prehrano pa jaz nisem nobenih posebnih priprav imela. Eni imajo zelo, bom rekla, imajo čisto drugačno prehrano, tudi za tek pa tako. Jaz sem jedla vse normalno. Vse normalno. Vse normalno in nič nisem gledala na to in tudi želodec mi je zdržal tako, da pa ni tako, da bi te kakšen, recimo jaz vem, če bi kakšen kruh, meni bi to toliko zabil, da ne bi mogel se to premikati več. Pa se ti glavaš z neko malo srčno obremenitvijo. To se pravi, želodec lahko normalno ali pa relativno normalno funkcionira, ker ni obremenjen z brzino teka, z dihanjem. Vse mene kruh zabije, tudi če nimam nobenega teka, če primer sedim pa. Ja, sej. Goveja župca, ene imajo celo kruhek z zaseko. Taka klasična hrana je. Zdaj, če si vegetarijanc, ga malo nasrkaš, ker so eni sirčki, pa salamce, pa klobasce, pa kaj pa vem kaj, sladkarije, čuda, Coca-Colo piješ. Skratka, ko piješ na okrepčevalnico, imaš 3 minute časa, ali pa 5 minut maksimalno, da napolniš tiste bidone z vodo, da se napokaš, karkoli vidiš, ena kombinacija slačeš usta, popiješ kozarec Coca-Cole, greš proti izhodu, pobereš, ukradeš še tisto, kar si nekje videl, piškote, čokolado, ne vem kaj še vse, mogoče še en kozarec neke vode ali karkoli že in greš. In greš in pol med potjo, ker ponovadi je pa zmeri hrib gor, med potjo pol počas to se fotaš. Žret moraš v glavnem, dobesedno žret, ker drugače te energija pade in si konc. No, sem glih te stvari zdaj, vse te, ki si zdaj naštel, to bi meni čisto podrli. Jaz sem se naučil, da recimo tudi, ko gremo na turno, pa ko hodiš cel dan, včasih sem si sendvič. To je zame bila katastrofa. Jaz moram zdaj samo nič nobenega kruha, samo meso, recimo, ali samo klobaso, ali pa kje Coca-Colo, to bi meni cukor gor, pa bi me pa še bolj dol zabil, nič tazga ne bi šlo skozi. Ja, poznati se moraš. Najbolj pa tebi bi tako bilo, pa nama je tako Hočem reči, če bi se z vsem tem nadžankiral, ker si zdaj omenil, kaj ti pograbiš na postaji, bi mene ubil. Ja, dobesedno se moraš 300-400 kalorij rukneš naenkrat noter in čez, kaj pa vem, 2 uri še enkrat med potjo nekaj pijače s tistimi energijskimi napitki rukneš. Ko imaš kdo recimo te vprašanje, a pa ti ni dolg čas, ko toliko časa tečeš, Kaj takrat, a ni dolg čas, sploh ni dolg čas, ker se nekako skozi kontroliraš. Zdaj le moram jesti, zdaj le moram piti, zdaj le moram to, nobenega dolg časa, in imaš recimo to zadevo skozi pod kontrolo, ker ti, ko enkrat začutiš, da si lačen, je lahko že prepozen, imaš že premalo energije in je lahko že konc. No, ravno to sem jaz hotel vprašati, ker eno je ta fizičen aspekt teka, drugo pa ta glava. Jaz zdaj, ko tečem, ampak jaz kratke, tako recimo, vsak drug dan 5 kilometrov, recimo. Ampak to jaz vidim, glava se vklop, pa izklop, pa malo računa, pa malo to, pa un. Vse živo počne, ne? Ma ta tek je... In dobesedno ne predstavljam si pa, kako bi to bilo, če bi moral odlaufati že 40 km, kamoli 100 ali pa 200 ali pa ne vem, v kakšnih številkah norih vidva govorite. Mogoče jih to, a veš, te traili so toliko pestri, ker si ti v 3D, nisi sam na cesti, kjer je više manje 2D. Zdaj ti greš gor v hrib, greš dol, paziti na korenine, vidiš krasne razglede, ki ti sicer
ko si malo zmaten, ne pomenijo, ki je veliko, ampak še zmeraj je pa boljš, kot pa neki betonska džungla, da gledaš. Ne? Vsake toliko časa prideš na neko okrepčevalnico, na neko kontrolo, med neke navijače. Skratka, skozi se nekaj dogaja. Skozi ali moraš sam sebe nadzorovati, da se ne spotakneš v dolino, v kakšno korenino ali pa v kakšno skalo, da ne zapneš. Ali si dovolj jedel, si dovolj pil, koliko imaš še do limita, tam so zmeraj vsake toliko časa, so pač neki limiti, ko te zabrišajo ven, če si prepočasen. A res? Ja, skozi moraš nekaj, tako da čas hitro mine. Kako pa to paziš, da si še v limitu, če praviš, da nimaš ure? Telefon še Imaš telefon. Večina ima ljudi uro. Jaz imam telefon. A telefon pa imaš? Da malo čvekam še, malo mesežiram. Ne, pa tudi telefon. Vmes? Ja, le normalno. A res? Ja. Jaz sem mislil, da si 100% dedicated. Vojni novinar na poti in moraš skozi nekaj obveščati ljudi. No, ampak telefon je na trailih obvezna oprema. Ker? Telefon je na trailih obvezna oprema, Zakaj? organizator zahteva. Če se ti slučajno kaj zgodi, Imaš aplikacijo SOS pa ti zgodi. Imaš aplikacijo SOS, da te pokličajo, poiščejo, kakorkoli. Ja. Kje pa imaš telefon? V žepu? Ja. Kaj tako? Nimaš tako na roki tisti? Ne, nahrbtnike imamo. Ja? Aj une camelbacke? Ja, v nahrbtniku moraš imeti obvezno opremo, ker vsak trail ima neko obvezno opremo. A res? Ja. Wow. To pa prvič slišim. Ponavadi je to jakna, proti dežju, vetru, potem je to, če je nočni tek, čelka. Ponavadi so še 2 vrste baterij, to se pravi še rezervne. Zdaj, če je takšno vreme, recimo v Šamoniju, v TMB, te organizator prej obvesti, kakšno vreme se predvideva. Če je bolj mrzlo ali da pada, zahtevajo zimsko opremo kot obvezno, če je vroče, je poletna dovolj. Kaj so še neke bandaže, moraš imeti, če se poškoduješ. Astrofolijo, piščalko, lonček za hranjenje moraš sam s seboj nositi. To so obvezne opreme. Lonček za hranjenje? Ja, ali pa kakšen lonček za hranjenje? Ja, na krepčevalnico, ko prideš, recimo, je tam juha, tam ne dobiš lončka, ampak moraš imeti svoj lonček, z katerega juho spiješ, ali pa Coca-Colo spiješ iz tega. To moraš pol najdeti in brskaš po... Ne, to so taki lončki, ki se takole stisnejo, so pol čisto pol petek, gumasti taki, ni to ti splahnat lonček. Ni splahnat lonček. Spiješ juho ali Coca-Colo, običajno je pa, da spiješ juho in Coca-Colo, ker tista juha ima neke nudeljne, ki so prilimajo na obod lončka plastičnega in pol vzameš Coca-Colo. In to se malo razmočiš in spiješ nudeljne s Coca-Colo in greš naprej. Skratka, hrana je, ne da je basic, ampak je preživetvena, polno energijska, junk, vse kar je smotano na tej hrani, ampak kot kaže, v tistih 40 urah moraš to pojesti. Ne, ampak to juho razumem, recimo to sem se tudi jaz navadil za turne, da juha mi paše, si damo eno čutrco limonado, eno pa juho. Ker juha je topla, sol dobiš vse to in če je mraz, topla juha paše. Če pa ni mraz, pol pa ti zdaj sploh popiti ne moreš. Pa veliko bolj paše ena taka mlačna limonada ali pa nekaj. Ja. Paše, pol po toliko in toliko 10 urah ti malo kakšna stvar paše. Te sladke stvari še najhitrejše nehajo pasati in si res želiš nekih slanih sirčkov in kaj podobnega, bolj kot pa enih praškov z okusom gozdnih sadežev in ne vem kaj še vse. Še zdaj mi gre na bruhanje, sem da pomislim. Meni isto, toliko sem se na teh prvih turah, teh energijskih ploščic najedel, da tam, ker smo šli Triglavsko 3 dni, sem mislil, to je idealno, samo to ne, jaz tega videti več ne morem. Sploh ne morem več jesti. Če se ti uprej. Koliko pa je težek pol tak ruzak? Nima, 4 kg ima, recimo. A ja, to ni nekaj drama. Še manj, 3 kg. Še manj, 3 kg. Plus pijača, ki je not natočena. Po mojem, kar s pijačo že je toliko. Koliko pa gre litrov noter v tisti camelback? Nima camelbacka, tle imaš 2 bidona. Nekateri imajo camelback, večina nas pa s temi bidoni operira, ker saj veš, kje si, V camelbacku imaš recimo liter pa pol, ne vem koliko je not, ampak nikoli ne veš, koliko si ga spil. Tle pa veš, tle je pol litra, spiti moram 1 liter,
v času, kaj povem, 2 ur in gremo. Ne? Pa tudi te bidone je na teh okrepčevalnicah veliko lažje dotočiti. Kakor Bolj enostavno kot pa Camelback, se več zamudiš. Ja. Ampak ja, to je, seveda, ta trail, to je samo tek, to ni tako, kot prej, ki si rekel, triatlon, tak in drugačen, ki ima še druge discipline. To je sam lauf. To je pol hoje ali pa hripe hoja, na koncu še ravnina hoja, na koncu še malo večji klanc v dolino je hoja, ker te vse že boli, oziroma se ne upaš kaj preveč spustiti, ker imaš švoh noge. Tako da, če bi, ne vem, mogoče je nekdo že zmeril, koliko je v enem takem povprečnem teku teka, ne? Ampak jaz mislim, da ga tretjino, polovico max. Da je teka? Ja. Ajde, polovico, pa roka. Ja. A res? Ja, več ga ni. Ja. Za nas, Za nas, pavške. Pri 100 km je to 50 km teka, kar ni tako malo. Ja. No. Je pa paradoks, da se v hrib spočiješ. Hrib je en alibi, ne? To se pravi, ti tečeš po ravnini, zdaj imaš pa hrib. Hvala Bogu, da je hrib, ker če vsi hodijo, tudi jaz hodil, se itak teč ne morem v hrib, ker sem zabil in si vzameš en pameten tempo in lepo hodiš in se oddahneš in se spočiješ, pol je pa spet ravnica, pa spet lahko greš. Aha, zdaj, je enaka logika, no? Zdaj, ki si tako pokazal, seveda, to sam si omenil, to s palcem delate. Ja. Ja. En tek je, ki je brezpalcno. Na svetu, ki prepovedujejo palce, drugače pa skozi palcem. Ja? Skozi, ja. Kako en je pa prav, ki En prepoveduje je pa zato, palce. ker je na Reunionu, ker je pač nacionalni park in nekako... Kje, ne? Na Reunionu. Reunion. In nekako pravijo, no, da s tem uničuješ lahko floro njihovo, ne, v parku, Ja. in je prepovedano. Prav prepovedano s prepovedano. palcem. Ja. Koliko pa je, a vsi tečejo s palcem to? Ja, vsi, ja. Vsi, Tudi najboljši tečejo s palcem. res? Ja. Samo najboljši tečejo s palcem tudi v hrib. Najboljši tečejo dvakrat hitrejši kot pa jaz, recimo. Eno tekmo naredijo v 20 urah, jaz se pa vlečem 40 ur. Približno. Neverjetno. Ja. da se Skoraj tako- faktor 2 je, tam nekje približno. In kljub temu, kar ste rekli za ta UTMB, ki se moraš kvalificirati, sta se vidva kvalificirala. Ja, vsako leto jih je več, ne? Vsako leto so neka druga pravila, ali pa zdaj že par let niso druga. Včasih je bilo lažje priti, včasih si se prijavil, prvič nisi bil žreben, drugič nisi bil, tretjič si bil avtomatsko noter. Z nekimi dodatnimi bonusi si bil že drugič not. Zdaj moraš pa neke tekaške kamne zbirati, neke jokerje pravzaprav. Več jih imaš, več imaš šans, da not prideš. Zdaj je malo težje. Ampak da prideš v žreb. Da prideš v V žreb. žreb. Ah ne, Ja. čakaj, a vedno je to žreb. Ni šans, da bi se samo s kvalifikacijami noter uvrstil. Ne. Najboljši tekmovalci grejo noter. Ne? Aha, to pa je. Zmagovalci, prvi tri ali pa kaj podobnega, neke tekme imajo avtomatski vstop noter. Ja, to je to. Ostalo pa žreb. Pa na enih tekmah sem že zadnjič prečital, to je pa naša šansa. Zmagovalci starostnih skupin grejo tudi direkt noter. Tako da še 15 let zdržimo, 17 let pa je 85, jih bom pa sigurno prvi bil. Zmagovalci starostne skupine. Čeprav zdaj, ki je bil ljubljanski maraton, so šli še, da je en blazno star teče, ne vem Ja, koliko. saj so, nekateri so. No. A res? Ja, da ne vem, koliko jih je že naredil in da sem, zdaj mi ni ostalo v spominu. Aha. Če je to moj kolega, ne smeš reči, da je blazno star. Koliko pa je star? To pozdravljam Petra, če je Peter, ki je tukaj. Ja. On je le starejši od mene. Ne, ta je Ampak on je tako, bil na kot da bi vseh- rekel, da na je vseh nek maratonih. 90-letnik. A ja, tok. Aha. Ja, tako, ker jaz bi rekel, da ljudje že sami ne hodijo več, ta pa maraton laufa. Ne vem, tako, zdaj, ki je bil ljubljanski maraton, no sem to zasledil. Vse možno. Tako kot tak, zdaj, ki so Krvavci otvorili, je eden 100-letnik, ki ima zdaj letos končno karto za 100 in ker ima 100% popusta. So vendar ti Krvavški rekli, da drug let že oni morali njemu plačati. No, ampak predstavljaj si, da greš ti smučati Ja. pri 100 letih. Ja.
Ja, to so kar korenine. Ja. Ne? Spoštovanje. Pa ne vem, a je to isti človek? Ker sem jaz sem imel še sezonsko, ne vem, to je bilo pred korono, ker sem gor hodil, sem zmer srečal enega ata. Možno, da je bil isti, ker je pol enkrat v gondoli pravil, da je bil tankist pri Kursku. A res? Tako, kar je tako precej... Malo pred našim štetjem, ne? Ja. Ampak pa sem zdaj za tega računal 100 let, pa če so ga mladega poklicali, je to glih Tam lahko bil, ja. tega ranga, da je to ta.